Gledate Gorenjska poročila na GID TV. Kot si že rekla, prevajalka, igralka, povezovalka, napovedovalka in kaj vem, kaj bi še lahko rekla. Že sama te poznam več kot 20 let in vem, da te pozna skoraj vsak oder v Sloveniji, pa tudi izven meja. Ja, na odrih pravzaprav sem začela v Ljubljani v Mladinskem gledališču. Potem sem zaradi bolezni pavzirala in sem šla na amatersko stran, to se pravi na stran ljubiteljev, ko se je v Radovljici, kamor smo se preselili, odprlo delovno mesto na takratni zvezi kulturnih organizacij. Seveda, to je pa pomenilo, da jaz kot režiserka nisem dobila pred sabo narejenega igralca, to se pravi igralca, ki obvlada obrt. Dobila sem navdušenje, dobila sem pripravljenost in srčno željo ljudi, da bi v svojem prostem času nekaj ustvarili tudi zase. In nikoli ne bom pozabila, kar mi je rekel moj prijatelj, pokojni Marjan Belina, režiser in dolgoletni mentor, ki je rekel, veš kaj, amaterja je treba pripraviti do tega, da ga ulupiš. Sem rekel, Marjan, kako ulupiš? Prav, tako, da lahko pokaže vse svoje dobre ustvarjalne lastnosti, da se ne počuti bodi si odrinjen, bodi si nesposoben, skratka, treba je najti njegovo ustvarjalno žilico, kar pa vedno ni lahko. Jaz to počnem še vedno. Po vseh teh letih še vedno poskušam najti v človeku vse tiste vire, ki ga pripravijo do tega, da lahko na odru zaživi. Kajti vsi vemo, če igralci na odru živijo, živi predstava. Če igralci niso, in če igralci med sabo niso povezani, predstave ni, ugasne. Nekaj let si bila tudi direktorica gledališča Toneta Čufarja na Jesenicah. Na odrske deske se zelo rada vračaš, tudi v gledališče Toneta Čufarja. Nastopila si tudi že v muziklu. No, v glavnem, na Jesenicah sem bila v letih 99, 7 let in moram reči, da imam na teh 7 let, pravijo 7 let skomin, res skomine, da kadarkoli dobim vabilo, pa če sem še tako nekako že zasedena, njihove premiere so zame večeri, dobesedno posvečeni večeri, posebno, če je predstava dobra. Se enako veselim z njimi, kot sem se takrat, ko sem bila direktorica v tem teatru. Alenka Bolev Rabec ima tudi verjetno številna priznanja, odlikovanja. Ja, teh se je kar nekaj nabralo. Če samo omenim, imam Stanovsko nagrado, to se pravi Sovretovo nagrado. Najbolj mi je pri srcu tista, ki sem jo dobila v Ljubljani, Župančičeva nagrada, ker jaz sem za Ljubljano le malce podeželanka. Imam zlati znak javnega sklada za kulturne dejavnosti, pa še nekaj. Ampak povedala sem samo tiste naglavne grehe. In kateri izmed teh ti je najljubši? Težko bi rekla. Vsaka nagrada pogojuje določeno obdobje dela, določeno smer dela in težko bi rekla, katera mi je najljubša. Vse pa kažejo, da sem se vse življenje bila pripravljena se še ukvarjati z marsičem, česar sem se morala sama naučiti, čemur sem morala sama priti do srčike in zato mi je, ne glede na moja leta in ne glede na upokojenost, še vedno delo zelo pri srcu.